Drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Danes bomo razmišljali o molitvi. Kaj je molitev? Molitev je zelo pomembna človekova dejavnost. Kdor ne moli, mu manjka življenje. Manjka mu Božje življenje, ki ga mora dati samo Bog. Nekoč sem vprašal prijatelja, ali še kaj moliš? Začudeno me pogleda in reče, če ne bi molil, ne bi mogel preživeti. Kako je z nami? Koliko nam pomeni molitev? Ali bi lahko tudi mi rekli kaj takega? Brez molitve bi bil kot riba na suhem. Ali pa mogoče nič ne pogrešamo, če ne molimo. Sveti Janez Zlatousti pravi, da je molitev za kristjana to, kar je obzidje za mesto, kar je meč za vojaka, kar pomeni pristanišče v času viharja ali palica tistemu, ki težko hodi. Mogoče se bo kdo začudil rekoč, ali je molitev res tako pomembna za človeka, ali ni dovolj, da se človek prizadeva za to, da bi bil dober. Zakaj bi bila molitev potrebna? Ali ni škoda dragocenega časa? Včasih slišim kakšno mnenje, da bi morali zapreti vse samostane in kontemplativne redovnike in redovnice poslati v pastoralo. Vendar to ni rešitev. Poglejmo, kakšne sadove prinaša molitev. Molitev vodi človeka k spoznanju Boga. Oblikuje v človeku pravo podobo o Bogu. V Evangeliju o Samarijanki beremo, kako je žena Jezusa spoznala v pogovoru. Najprej, da je Jud, potem, da je prerok, na koncu, da je Mesija. Odrešenik, tisti, ki človeka vodi smrti v življenje. Tisti, ki daje človeku smisel. Samarijanka ni spoznala Jezusa iz časopisov ali iz pripovedovanja, ampak v osebnem srečanju z njim, v molitvi. Prav tako mnogi drugi. Molitev da človeku kvaliteto življenja, naredi človeka dobrega. Sveti Janez Zlatousti pravi, da je v raju vsem rastlinam in živim bitjem dajal rast obilen izvir vode. V duhovnem življenju je molitev tisti studenec, ki namaka in daje rast vsem vrlinam, vsem krepostim in vsemu, kar je dobrega v človeku. Če ni molitve, tudi ni vrlin, ni kreposti, ni darovanja, ker človek nima ničesar, iz česar bi zajemal. Če si prazen, ne moreš dati. In nenazadnje, molitev prinaša človeku notranji mir, veselje. Ta mir in veselje človek izžareva tudi na zunaj, zato deluje umirjeno in gotovo. Lepo je biti v njegovi navzočnosti. Tak človek je spravljen s seboj in z Bogom. Tak človek je lep. Pred leti nas je prišla na univerzo v Rimu obiskati pokojna mati Terezija. Spominjam se, s kakšnim veseljem smo ji študentje prisluhnili. V njeni družbi bi lahko bili ure in ure. Ampak to je žena, ki je molila po več ur na dan. Seveda je ogromno tudi dobrega naredila. Ampak tega ne bi, če prej ne bi bila več ur pred Najsvetejšim. Dejstvo je, da je za mnoge molitev težka, naporna. Mnogi se izgovarjajo, da nimajo časa zanjo, nekateri so razočarani, ker se jim zdi, da jih Bog ne posluša, da jih ne sliši. Če je molitev za nas težka, se moramo vprašati, zakaj je takšna. Lahko zato, ker smo preutrujeni, ker ne znamo moliti, ker še nismo okusili vrednosti molitve, ali pa zato, ker nam Bog
zelo malo pomeni. Nekoč mi je neka verna zdravnica dejala: ne razumem, da nam je Bog tako malo mar in da smo tako malo pripravljeni narediti zanj. Ljudje najdemo čas za vse. Za službo, sestanke, nakupe, razvedrilo, radio, televizijo, internet. Za Boga pa večkrat niti minute ne najdemo na dan. Kadar vprašaš človeka, če kaj moli, ti navadno odgovori: nimam časa. Težava ni v tem, da ljudje nimamo časa za molitev, ampak da ga ne najdemo, da si ga ne vzamemo. Bog ni ustvaril časa samo za delo in razvedrilo, ampak tudi za molitev. Za vse se najde čas. 24 ur ni tako malo časa. Če bi si vzeli na dan vsaj 10 minut časa za molitev, bi bilo že nekaj. Veliko lažje se usesti pred televizijo in preklapljati iz enega kanala na drugega, kakor moliti. Toda televizija nam še zdaleč ne more dati tistega, kar nam lahko da molitev, še posebej, če gledamo kakšne prazne oddaje. Prav tako velja za radio, prebiranje časopisov in razne nekoristne in plehke pogovore. Mnogih molitev Bog ne usliši, ker ne pridejo iz čistega srca, ampak so plod človeških strasti in slabih nagnjenj. In hvala Bogu, da takih molitev Bog ne usliši. Bog ne usliši prošenj za grešne stvari, kot so maščevanje bližnjemu, posvetne želje in sploh vse škodljive stvari. Če nekdo moli, da bi sosedu pozebil vinograd ali da bi ga uničila toča ali plesen, ga Bog prav gotovo ne bo uslišal. Uslišal ga bo, če bo prosil za dobre stvari. Spominjam se neke matere, kako je vsa preizkušena hodila s hudo bolnim otrokom po sobi gor in dol. Zdravniki otroku niso znali več pomagati. Mati je zaupno molila: Jezus, usmili se mojega otroka. In otroku je počasi odleglo. Jezus pravi: prosite in se vam bo dalo. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Zakaj kdor prosi, prejme, kdor išče, najde, kdor trka, se mu odpre. Molitev je vedno uslišana, vendar ne vedno po naših željah, marveč po glasu duha, ki moli v našem srcu in prosi za nas duhovnih dobrin, ki presegajo naše zgolj človeške želje. Zato lahko rečemo, kdor moli, prejme to, kar želi, ali celo kaj boljšega. To so pa duhovne dobrine. Notranji mir, veselje, zaupanje, predanost, vztrajnost, potrpežljivost, ljubezen. Molimo lahko na več načinov. V bistvu so 3 načini molitve: ustna molitev, meditacija ali razmišljanje in kontemplacija ali zrenje. Med ustno molitvijo spadajo razni molitveni obrazci: rožni venec, Oče naš, Zdrava Marija, Sveta Marija, slava Očetu. Razne druge molitve: O Gospa moja, Sveti angel, vzkliki: Gospod, usmili se me, vzemi me seboj, Gospod, pomagaj mi. In tudi spontan pogovor z Bogom. Pri meditaciji gre za preprosto razmišljanje o Jezusovem življenju. Iz drugih odlomkov iz Svetega pisma. Najbolj bogata molitev je kontemplacija ali zrenje. Ta gre človeku do srca. Toda tudi drugi načini molitve so pomembni. Važno je, da vsak najde svoj način molitve, tisti, ki mu bolj pomaga, ki mu pomaga najti stik z Bogom.
Mi smo po vsej verjetnosti bolj navajeni na ustno molitev, na molitev rožnega venca. Rožni venec je lepa in bogata molitev. Človeku lahko seže zelo globoko do srca. Besedilo rožnega venca je skoraj v celoti vzeto iz Svetega pisma. Gre torej za Božjo besedo. In ponavljanje Božje besede ima izjemno moč. Človeka očiščuje, prenavlja, osvobaja, ga dela bolj ljubečega. Včasih se misli, da je rožni venec samo za preproste ljudi, ampak to ni res. Ko sem študiral filozofijo v Padovi, sem večkrat videl, kako je moj profesor, ki je bil veliki intelektualec, molil rožni venec. Sprehajal se je po hodniku, imel v roki rožni venec in tiho molil. Kljub temu, da je bil velik mislec, je molil to preprosto in bogato molitev. Moliti rožni venec je znamenje ponižnosti, kar je velika vrlina. Za kristjane bi bilo dobro, da bi znali moliti tudi brez obrazcev. Preprosto se pogovarjati z Gospodom, tako kot se pogovarjamo z našim najboljšim prijateljem. Pomembno je, da znamo v molitev vključiti vse svoje življenje. To, kar čutimo, kar mislimo, kar doživljamo. Pomembno je, da znamo to na glas ali potihem izpovedati. Svetopisemski možje in žene so se zelo veliko pogovarjali z Bogom. Včasih so se tudi prepirali z njim. Profesor, ki nam je razlagal o molitvi v Svetem pismu, je dejal, da to ni nič narobe, če se človek prepira z Bogom. Da je to znamenje, da je človeku mar za Boga. Če mu ne bi bilo mar, se ne bi prepiral z njim. Spontano molitvijo lahko Boga slavimo, lahko se mu zahvaljujemo, lahko ga prosimo. Kristjani se največkrat obračamo s prošnjo na Gospoda. Gospod, daj to, daj ono, pomagaj mi pri tem, pomagaj mi pri onem. Veliko manj pa Boga slavimo ali se mu zahvaljujemo. Kar je ravno tako pomembno, če ne še bolj. Nekateri so mnenja, da bi se morali Bogu predvsem zahvaljevati in ga slaviti. To je namreč tisto, kar dviga človekovega duha, prinaša radost in veselje človekovemu srcu. Kateri je najbolj primeren čas za molitev? Najboljši. To se pravi tisti čas, ko smo najbolj pri močeh, ko smo najbolj odprti za Boga. Za nekatere je to zjutraj, za druge zvečer. Ljudje smo različni. Eden lažje ustvarja zjutraj, drugi zvečer. Torej, človek naj moli takrat, ko je najbolj ustvarjalen. Za Boga naj gre ta boljši čas. Izkustva nam povedo, da je zvečer večkrat težko moliti. Razlog je prevelika utrujenost. Zaradi tega se priporoča, da človek zjutraj moli oziroma da se navadi moliti zjutraj. Če moli zjutraj, daš pečat celemu dnevu. Dan vse drugače odmeva, če se ga začne z molitvijo. Lep slovenski pregovor pravi: z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. In to velja tudi za začetek dneva. Srečno!